Lepo pozdravljeni na okroglenici Slovenske tiskovne agencije na temo HIV/AIDS problematike. Govorimo o HIV-u, ko pogosto osredotočamo na moške, ki imajo spolne odnose z moškimi. Res, da je v tej skupini največ novih primerov HIV-a na leto, ampak še zdaleč HIV-pozitiven status ni nekaj, kar ne bi moglo doleteti tudi drugih. Torej, osredotočenje samo na eno skupino ljudi daje lahko občutek lažne varnosti za druge. Zato je pomembno opozoriti, da je varna spolnost, uporaba kondoma in testiranje ob morebitnem tveganem obnašanju ključ za preprečevanje okužbe s HIV-om in tudi drugih spolno prenosljivih bolezni za vse ljudi. O tem, pa tudi o številnih drugih vprašanjih povezanih s to temo, bodo spregovorili Janez Tomažič z infekcijske klinike UKC Ljubljana, Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pa Janja Križman-Miklavčič z Ministrstva za zdravje. Bi pa ob tem še opravičila gospo Bojano Pintar, ki se danes žal ni mogla udeležiti. Mogoče bi kar začela z gospo Leskovšek, če bi nam predstavili, kakšna je epidemiološka slika okužb s HIV-om v Sloveniji. Dober dan vse skupaj, lepo pozdravljeni. Jaz bi vam zelo v kratkem povedala, kaj govori poročilo Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja oziroma za javno zdravje. Kolegica Klausova, ki zbira te podatke in se ukvarja z epidemiologijo, je lansko leto objavila poročilo, ki je bilo dosti podrobno in zajema predvsem obdobje, 10-letno obdobje 2005 do 2014. Po zadnjih podatkih je bilo v tem 10-letnem obdobju 413 okuženih, vendar se soočamo z epidemijo HIV-AIDS-a v Sloveniji oziroma prvimi primeri okužbe že od leta 1995, tako da letošnje leto obeležujemo 30 let, torej točno eno generacijo od prvih primerov HIV-AIDS-a v Sloveniji. Dr. Tomažič, ki me bo dopolnil, pove tudi, da je od začetka do zdaj obravnavajo približno 600 HIV-pozitivnih, je pa epidemija HIV-a v Sloveniji, predvsem največji delež nosijo trenutno moški, ki imajo spolne odnose z moškimi. Že kar nekaj let, medtem ko globalno gledamo, je to še vedno bolezen, ki se v glavnem prenaša heteroseksualno z nezaščitenimi spolnimi odnosi in za njo se okužujejo predvsem mladi ljudje. Epidemija kot taka oziroma po posameznih deželah poteka različno. Recimo ta naša je značilna v tem delu skupaj z Hrvaško podobno, medtem ko vzorci prenašanja se razlikujejo recimo v nekaterih obdobjih, v nekaterih krajih sveta, predvsem z izmenjavo igel pri inicirajočih uživalcih droge, kot rečeno pa predvsem je strategija preventive usmerjena v preprečevanje z prenosom pri nezaščitenih spolnih odnosih. Tako je recimo v letu 2014 bilo zabeleženih 48 novih primerov HIV-pozitivnih, od tega kar 44 v skupini, ki sem jih že omenjala, moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, in 4 v drugih skupinah, 3 pri ženskah, ki so imeli tvegano vedenje, ena z nezaščitenimi spolnimi tveganimi vedenje, ena z moškim, ki je bil biseksualen, in eno okužbo ocenjujejo z prenosom z injiciranjem droge. Se pa seveda ta vzorec lahko spremeni v bodoči, tako da dejansko tudi v Sloveniji se zavedamo, da je preventiva seveda primarna prioriteta v naši strategiji prizadevanj za preprečevanje novih okužb in da moramo z našimi ciljnimi sporočili in preventivo usmerjati predvsem v mlade, v splošno populacijo in tudi v ostale skupine, predvsem tiste, ki imajo večjo tveganje.
Zdaj, tukaj bi omenila recimo samo primer, ki se je zgodil v Grčiji, kot veste, z nastopom krize, ko so opuščali programe zmanjševanja škode oziroma deljenje igel, se je praktično v trenutku drastično povečalo število novih okuženih. Vemo pa, da se okuženi neki predstavniki neke subpopulacije ali pa populacije so možen vir okužbe seveda tudi na vso ostalo populacijo. Tukaj bi jaz potem pa prosila, da me dr. Tomažič, ki se pa konkretno ukvarja z bolniki, dopolni. Jan, izvoli. Torej, številka, trenutno spremljamo blizu 600 oseb z HIV-om oziroma z AIDS-em. Koliko je kumulativno od leta 1985 vseh, bi pravzaprav morali povedati epidemiologi, ki jim zelo, bi rekel, natančno prijavljamo vsako leto incidenčno stopnjo oziroma nove primere. Zdaj bom rekel malo na pamet, vse skupaj od leta 1985 do zdaj, verjetno 800 ali več. Skratka, taka je kumulativna številka. V kateri fazi okužbe oziroma bolezni pa ponavadi bolniki pridejo k vam? V kateri fazi so prepoznani, da imajo HIV, da so HIV pozitivni? A je to še zgodaj po okužbi ali potem že relativno pozno, ko bi mogli že prejemati ta potrebna zdravila? Nesrečo imamo še relativno majhno epidemijo, incidenčna prijavna stopnja letno je okrog 25 oziroma pod 25 na milijon prebivalcev. Če se primerjamo z Evropo, je to povprečje 60, torej še enkrat, torej več kot še enkrat več. Zdaj nekje 30 do 40 letno pač pride oseb, ki jih na novo spoznamo, da so HIV pozitivne in seveda te osebe, moški in ženske več moških, pridejo zelo v različnih obdobjih. Letos se je končala raziskava START, ena najpomembnejših v medicini, ne samo v infektologiji ali pa na področju HIV-a, ki je po 30 letih, rezultati te raziskave so potrdili, da je treba zdraviti HIV čim prej. Najboljše seveda takoj po okužbi. Če te osebe zdravimo v prvih 4 urah po okužbi ali pa prvih 24 urah, je bolezen ozdravljiva, je okužba ozdravljiva. Skratka, seveda je pa ta trenutek okužbe večini prikrit. Torej, zdaj zdravimo čim bolj zgodaj, tako kot vse infekcijske bolezni, zdravljenje, zgodnejše zdravljenje, boljše preživetje, boljša kvaliteta življenja in to tudi s to novo START študijo govori temu prid. 30 let je dolga doba, da smo prišli do tega zaključka, ampak v teh 30 letih je seveda tudi pridoneslo razvoj zdravil, ker si ne morem predstavljati, da bi pred 20 leti vsakega zdravili, ker so bila toksična zdravila. Skratka, danes si želimo, tako kot si pravzaprav vedno želimo, da bi te osebe ugotovili čim prej. Vendar več kot 90% jih pride, ko imajo že imunski sistem deloma načet, ko imajo te bele krvne celice, ki so nekako surogatni marker za oceno imunskega stanja okuženih, ko imajo te koncentracijo celic CD4 pod 500. Mi si želimo, da imajo torej vsi, ki so okuženi v našem prostoru, da jih ugotovimo, ko imajo CD4 nad 500, ker s tem imajo kvaliteto življenja dosti dobro zagotovljeno, seveda, če uživajo potem tudi zdravila doživljenjsko in pričakovano življenjsko dobo podobno splošni populaciji. Torej, več kot 90% pridejo že, ko imajo pod 500, več kot polovica jih pride, ko imajo te celice pod 350 na kubičen milimeter, že kar nekako načet imunski sistem, četrtina jih pa pride že z razvito boleznijo AIDS-em. Pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, ki je nekaj ključna populacija,
izstopajoča, bi rekel, v našem prostoru. Zakaj? Deloma tudi zato, ker nimamo drugih, ker imamo malo torej ljudi, ki si inicirajo droge, relativno malo, zadnjih 8 let skoraj nismo imeli takih oseb, pred 3 leti eno, lansko leto 2, torej pred 2 letoma 2, lansko leto 2 osebi, morda je tendenca, da se nekoliko povečuje. Tudi v heteroseksualni skupini nimamo veliko, čeprav je tudi tendenca, da se nekoliko povečuje. Med ženskami približno 10% naše populacije je tovrstne otrok, imamo tudi malo, trenutno 3 pod 15 letom starosti. To je tudi en od vzrokov, zakaj imamo v tej populaciji. Relativno hitro ugotovimo, oziroma pridejo k nam iz te populacije, iz te ključne populacije, ker se bolj zavedajo tveganja in ker tudi zdravstveni delavci oziroma tisti, ki testirajo, imamo testiranje v skupnosti, ki je pomembno, nekako hitreje povežejo to okužbo. V bistvu najkasnejša je okužba pri heteroseksualcih in tudi torej pri ženskah. Tukaj je tudi v svetu, v razvitem svetu, tu smo si dosti podobni, se zamuja z diagnozo, kar je pa seveda, samo še to rečem, slabo za to osebo, kar sem mislim že dosti dobro razložil, slabo je pa tudi za družbo, ker vsakega, ki ga ugotovimo dosti zgodaj, s tem preprečimo tudi širjenje okužbe v eni populaciji. Torej, to je subjekten, torej za osebo in za družbo dobro, da čim prej ugotovimo okužbo. V okviru tega me zanima v bistvu, zakaj je recimo v heteroseksualni skupnosti oziroma pri heteroseksualnih ljudeh, zakaj tako pozno pridejo k zdravniku oziroma zakaj se tako pozno testirajo in odkrijejo bolezen pri njih. To je podobno tudi v razvitem svetu. Enostavno to manj povežejo z to okužbo, bi rekel, svoje tvegane obnašanje in tudi zdravniki, zdaj bom se spomnil pač ene bolnice, ki je doma iz kmetov in se je pač okužila, ko je prišel eden od bi rekel, naših bolnikov, ampak če ni vedel za to okužbo, je prišel kot pomoč na kmetijo. In prilika delata tu, skratka, prišlo je do tega, nihče ni tega pričakoval. Ta gospa, ki je bila starejša od 50 let, tam ne dosti starejša, je obiskala 15 zdravnikov, bi rekel, ne enem letu, ampak v daljšem obdobju. In je k nam prišla popolnoma shujšana, torej v izredno slabem stanju. Se spomnim, še zdaj je prišla in petek, ni želela pri nas ostati, ko smo ji pač to povedali. In v istem dnevu smo imeli, bi rekel, presejalne teste in sama njene težave, klinična slika je bila tako povedna, da smo bili prepričani, da je pač gre že za AIDS, ker je shujšala, sindrom hujšanja. Na srečo ni imela nobene spremljajoče okužbe, ki bi jo sicer že prej pripeljala najbrž do nas, pa bi jim to pogruntali. Vendar se pa predstavljate, ona je mogla preko vikenda v slabem stanju, kakršna je bila, smo ji povedali za diagnozo in čez vikend je še možu mogla, torej ni morala, ampak se je odločila, da mu je povedala in to je bilo za njo, bi rekel, najhujši možen vikend. Ne vem, če je bilo petek 13. ampak najbrž blizu. Skratka, v ponedeljek je potem prišla k nam, ker je bila tako slabotna. In danes povsem normalno živi, familija je ostala skupaj. Edina, bi rekel, kolateralna škoda je, da je povedala tudi svojim 3 otrokom, ena hčerka zdaj trpi zaradi pač, bi rekel, teh težav povezanih s tem. To je sam primer, ki ni, bi rekel, da bi ga vi napisali, ker bi se lahko ta familija vsem prepoznala. In bi bilo še hujše za to hčerko, sem nekako zdajle to zaključil. Ampak pri teh osebah so težave
zaradi tega, ker ne pomisliš, nekaj 3, 4 ali pa kaj s tem, par odnosov za osebo, ki ne veš, v kakšni skupini tveganja je. In zato tudi pravimo, torej, lahko se okužiš, seveda, večja verjetnost, če si v ključnih skupinah. Lahko se pa okužiš, če nisi nobenih teh ključnih skupin, ampak imaš partnerja, ki ga ne poznaš dobro iz teh ključnih skupin. In pogosto so se, naprimer, pri nas ženske na ta način okužile. Bodi si, tako kot sem ta primer povedal, ali pa z biseksualnim partnerjem. Pa še druge variante. Pri obvladovanju HIV-a, širjenja HIV-a je ključno torej testiranje. Ampak tudi zdaj ste vi že malo spregovorili o tej stigmi same okužbe oziroma samega HIV statusa. Gre pa tudi za stigmo pri testiranju. Mene zanima zdaj, gospa Leskošek, koliko testiranj se letno opravi in kakšen je v bistvu cilj, koliko nam manjka še tukaj? Kot je bilo rečeno, je testiranje zelo pomembno, stališča preventive. Slovenija že nekaj let se uvršča v države z zelo nizkim številom testiranj. Mi se uvrščamo v zadnjo četrtino v evropskih državah. S tem, kot je bilo že rečeno, zamujamo zelo dragocen čas zgodnega zdravljenja, boljše prognoze za same ljudi, ki so se okužili, pa tudi v smislu čist primarne preventive širjenja bolezni naprej, je tukaj nek trenutek, ki je zelo pomemben. Ravno zaradi pomena testiranja Evropa, to se pravi HIV Europe, ključne inštitucije, vključno Svetovno zdravstveno organizacijo in številnimi drugimi organizacijami, kjer se aktivno vključuje tudi Slovenija na vseh nivojih, od ministrstva, naše inštitucije in številnih drugih, se pridružujejo kampanji za promocijo testiranja proti HIV-u in letošnje leto prvič testiranja, promocija testiranja, teden testiranja proti HIV in hepatitisu B in C. V Sloveniji se tako testira 18 ljudi na 1000 prebivalcev, kar je zelo malo in tukaj imamo možnost izboljšave, seveda. Je pa pomembno, kakšna so ta testiranja. Že čisto na začetku soočanja z AIDS-em je stroka in tudi mednarodna priporočila poudarjala, da je zelo pomembno, da države zagotavljajo tako imenovana anonimna, brezplačna anonimna testiranja. To zato, ker je AIDS seveda povezan z veliko stigmo in ljudje se bojijo identifikacije, ne samo to, da bi eventualno lahko bili okuženi, ampak da bi morda lahko pripadali eni od skupin z večjim tveganjem. V Sloveniji smo namreč država, ki smo, kaj se tega tiče, precej nestrpni do HIV pozitivnih in v bistvu do vseh drugačnih. In to je velik problem. Zlasti to velja za ruralno področja, kjer ljudje poznajo en drugega in ljudje ne želijo na testirna mesta. Ravno zato je pomembno, da imamo ob tem možnosti testiranja anonimna, ki se zagotavlja brezplačno, anonimno, to pomeni, ljudje imajo možnost priti na mesto brez identifikacije, zato se zagotavljajo posebna sredstva. To je že od začetka nenehno možno na infekcijski kliniki ob določenih terminih. Smo pa leta nazaj seveda to tudi več ali manj kampanjsko omogočali v različnih drugih mestih po Sloveniji. Recimo na bivših zavodih za zdravstveno varstvo, recimo Celje, Koper in tako naprej. Številne kampanje mladih študentov, ki so dodatna sredstva zbirali. Kar se v zadnjih letih vse bolj izkazuje, je to, da ljudem povemo, da ni nujno, da so anonimna, da imajo možnost testiranja pri vseh zdravnikih, zlasti pri splošnih zdravnikih in da te dobijo tudi povrnjene stroške v tem tako imenovanem področnem dogovoru za zavarovalnico.
Tukaj sta dva momenta pomembna. En je to, da je povečana dosegljivost do testiranja vsem ljudem in s tem tudi destigmatiziramo testiranja, da postaje testiranje čisto običajno kot za vsako drugo bolezen. To promoviramo že tudi preko Republiške komisije za AIDS in v priložnosti kampanje za preventivo AIDS-a oziroma v svetovnem dnevu AIDS-a, kar intenzivno zdravniki so dobivali sporočila, vendar to še ni zaživelo. Ob tem anonimnem, brezplačnem je pa seveda so vsa testiranja brezplačna, so pa zaupna. Razlika je v tem, da se tukaj poudarja zaupen odnos med bolnikom oziroma morebitnim HIV pozitivnim in pa zdravnikom in mi kot stroka to vrstno testiranje spodbujamo, kajti pomemben je zaupen odnos zdravnika in pomembno je, da ljudje, ko so v trenutku bojazni za morebitno okužbo, so bolj dojemljivi za informacije in pomembno je svetovanje zdravnika, strokovnjaka pred testiranjem in po testiranju. Hvala. Ja. Torej, če lahko rečem, preventiva gre po dveh poteh. V medicini velja bolje preprečiti kot zdraviti. To še kako velja za infektologijo, kako velja za, bi rekel, HIV/AIDS. Torej, najbolje je, da se osebe ne bi okužile. Vemo, kako se virus prenaša, vemo, da je preprečiti okužbo relativno enostavno, ampak ker se to vpleta v navade ljudi, ker se to vpleta, bi rekel, v življenje, naše življenje, zdaj govorim pač o uporabi varnih spolnih odnosov, ker pri nas je to predvsem spolno prenosljiva okužba, torej uporabe kondomov, lubrikanti, poznavanje partnerja oziroma partnerjev, testiranja obeh in podobno. Torej ta preventiva vemo, da ne deluje. Torej bolje preprečiti kot zdraviti. Zato se tukaj zdaj vpleta tudi kemija. Skratka, išče se nove poti, kako se osebe ne bi okužile. Torej, vemo, da imamo kombinirano zdravljenje in imamo tudi kombinirano preventivo. Torej, ta prvi del je pravzaprav enostaven, ampak enostavne stvari so najbolj problematične. In tukaj se je pač razviti svet izkazal, da se prevalenca, torej število teh povečuje. Če gledamo tudi v svetovnih razsežnostih, smrti zaradi AIDS-a se zmanjšujejo v svetovnih razsežnostih, kaj šele v razvitem svetu, preventiva pa ne deluje z novimi okužbami. Torej, druga zadeva je pa, da se odkrije, pač rečemo, na določenem prostoru čim več okuženih. UNAIDS, WHO, Svetovna zdravstvena organizacija, je že pred leti lansirala idejo 90%, 90%, 90%, da se na določenem področju ugotovi 90% okuženih, da se jih teh potem 90% zdravi in da ima 90% nezaznamen virus. Mi za Slovenijo, lahko rečem, smo tukaj kar dobri, mislim, da imamo številke 70%, potem pa 90, ko enkrat odkrijemo te osebe, jih tudi zadržimo in zdravimo in tudi zelo uspešno zdravimo. In problem je pa seveda odkrivanje novih oseb in tukaj se vrtimo v krogu in tukaj enostavno ni dobrih receptov, ne. Tudi v razvitem svetu imamo zdaj norveški projekt, naše nevladne organizacije so ga dobile prav s tem namenom, da bi dobili orodja, kako v še bolj razvitem svetu se s tem ukvarjajo in kako so uspešni in da bi te orodja osvojili in jih potem tudi obdržali v slovenskem prostoru, skratka, da bi ugotovili čim več pozitivnih oseb v našem prostoru in to zdravstvo in pa nevladne organizacije. Zdravstvo smo že pred časom vpletli družinske zdravnike, da bi pomagali pri tem testiranju, ki poznajo svojo klientelo, potem testiranje v skupnostih. Mislim, da bi bilo tudi fajn samo testiranje, tako kot imajo Francozi, kjer kupijo test, ki je odobren strani Evrope v lekarnah, ampak seveda imajo 24/7 online tudi nadzor nad tem. Skratka, ta ideja je, da ugotoviš čim več okuženih, jih takoj zdraviš, nova študija Start, in s tem zmanjšaš
količino virusa v eni populaciji na minimum. Idealno. Odkriješ v eni deželi, to so pa Čulenci tudi že pred leti objavili. Odkriješ, ugotoviš v eni deželi vse okužene, vse zdraviš in s tem eradiciraš virus. Slovenija je simpatična, kar se tega tiče, ker je še vedno relativno malo, vemo, v kateri skupnosti so. Skratka, teorija dosti enostavna, ker če rečem, en neodkrita oseba s HIV-om ima več virusa v sebi, kot vse naše znane osebe, ki jih zdravimo. Ker pri njih zmanjšamo količino virusa do nezaznavnosti, zaenkrat ga še ne moramo eradicirati, in s tem je tudi kužen minimalno. In ena študija, če sem prej omenil študijo START, je to še ena študija izpred 4 let, ki je pokazala, če imamo diskordantni par, torej en je okužen, drug ne, in zdravimo okuženega, zdravimo tega, ki ima HIV, se za več kot 90% zmanjša prenos. In znana je švicarska izjava, Swiss Statement, pred, mislim, da 5 leti, ko so rekli, če živita v monogamnem razmerju heteroseksualni par in je tisti, ki ima HIV, učinkovito zdravljen, ima nezaznaven virus, zaščita ni več potrebna. Ko ste govorili o teh 70, 90, 90, samo da bi razčistili, tukaj 70 se nanaša na to, da mi imamo 70% ljudi prepoznanih, ki so okuženi s HIV-om. Ocenjujete. Torej, koliko ljudi je pa še takšnih, ki sicer imajo HIV, so HIV pozitivni, ampak jih še niste na kliniki dobili? Enostavna računica, če sem prej omenil, da jih blizu 600 poznamo, ocenjujemo nekje, da jih je 150, 200 tistih, to je sicer zelo dinamična zadeva, ene prepoznavamo, drugi vstopajo v to, bi rekel, skupino še neprepoznavnih, skratka nekje 150 oseb, ki tvori to skupino, ki jih ne poznamo, in te so gonilna sila, bi rekel, epidemije. In to je populacija, ki je tudi v Angliji ali pa kjerkoli, populacija, ki jo skušajo intenzivno najti. Najbolj uspešni so Švicarji. Švicarji imajo že 90. Podobno tudi Švedi, ker pri njih je nekaj rečeš in potem tisti naredijo in točno ob tisti uri. To sem se malo pošalil. Prej smo govorili že o poskusih destigmatizacije oziroma normalizacije testiranja na HIV. Bi mogoče to lahko dosegli tudi s tem, da bi uvedli to presejanje nosečnic na HIV? Ja, absolutno je eden izmed ciljev, ki jih zasledujemo, postopna normalizacija testiranja in vsaka širitev testiranj v splošno populacijo, bodi si preko testiranja pri družinskem zdravniku, bodi si testiranje nosečnic, lahko k temu pripomore. Bi pa rada ob tem poudarila, da ne moramo govoriti o destigmatizaciji testiranja, ne da bi se dotaknili sočasno tudi destigmatizacije okužbe same, oseb, ki živijo s HIV, ne da bi pripravljali ukrepe tudi za destigmatizacijo populacij, ki so najbolj prizadete, in ne nazadnje, ne da bi govorili o spolnosti, ki je v Sloveniji še vedno precejšen tabu. To presejanje je predvideno, presejanje nosečnic na HIV je predvideno v novi strategiji za obvladovanje. Ja, presejanje nosečnic ni nova ideja. V svojem akcijskem načrtu je Komisija za AIDS to predvidela že v sedanji komisiji. Pripravili so predlog za presejanje, ki je pripravila ga je profesor Klaus v sodelovanju z dr. Tomažičem. Ta predlog je sedaj v interni obravnavi na ministrstvu in ministrstvo ga bo dalo v obravnavo tudi ostalim pristojnim strokam, ginekologom, verjetno laboratorijom, pa še komu. No, to gre pa lahko po ustaljeni poti na zdravstveni svet in v nadaljno obravnavo. Kdaj bi potem si lahko obetamo, da bi bile nosečnice vključene v to presejanje? In kako bo to potekalo na vse zadnje? To je zdaj, pač potrebni so še te postopki, jaz računam, upamo, da bi bilo to možno že naslednje leto, ne. Kako bi pa to potekalo? Nosečnica bi prišla ginekologu, ki jo skupaj z ostalimi presejalnimi testi bi se opravil tudi ta test v prvem tromesečju nosečnosti, ne. So slučajno kakšne ocene glede stroškov?
Okvirne ocene že imamo, ampak kot sem rekla, morajo ta predlog pregledati še ginekologi in laboratoriji in oceniti točne stroške oziroma še vso to operativo, ki pride zraven, ampak te stroški so relativno nizki v primerjavi s stroški zdravljenja, ki bi jih imeli, če bi se okužba s HIV razširila tudi v te populacije. Zdaj smo začeli govoriti o tej strategiji, kaj pa še strategija predvideva, kakšne ukrepe na področju HIV? Mogoče bi tukaj omenila samo najpomembnejše premike, zdaj, ki se predvidevajo v novi strategiji, kajti ukrepov je kar precej. Najpomembnejši korak naprej je prav gotovo širitev strategije preprečevanja HIV tudi na ostale spolno prenosljive okužbe in pa na hepatitise. Bolj specifični ukrepi so predvideni tudi na področju ukrepov za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, in pa ukrepljeni bodo ukrepi na področju preprečevanja stigmatizacije na vseh ravneh. Pomembno je povedati tudi to, da smo tudi na osnovi zadnjih raziskav, ki so bile opravljene v zadnjih 5 letih, v Sloveniji ugotavljamo v bistvu močno statistično značilno povezavo med uporabo alkohola in drog in tveganim vedenjem in bi bilo zaradi tega verjetno smiselno bolj povezati programe v bistvu preprečevanja HIV-a tudi z ostalimi programi preprečevanja ostalih tveganih vedenj. Nekaj smo že spregovorili o tej stigmi, pa v bistvu imam vprašanje za vse tri. A je mogoče v Sloveniji sploh preseči to stigmo? Slišali smo, da je spolnostjo, v bistvu, da je srž tega v spolnosti, ne? V našem odnosu do spolnosti. V bistvu, kakšni so sploh možni ukrepi, da bi lahko presegli to, no? Sploh glede na to, da v bistvu HIV postaja, ni to smrtna obsodba, ampak postaja pač kronična bolezen, ne? Ja, če lahko začnem. Poglejte, jaz mislim, da so možni premiki, ampak vsi ti premiki so zelo usmerjeni na dolgoročne neke rezultate. Če se spomnim prvih kampanj, ki smo jih delali, čisto na začetku, že s tem, ko smo prvič javno v nekem videospotu promovirali kondom, je takrat izvalo številne polemike, pisma bralcev, celo dobila sem pismo od ene uradne organizacije, da me ne zažgejo kot čarovnico na Prešernovem trgu. To je sicer že veliko let od tega. Potem podobno se je zgodilo, ko smo začeli igle deliti uživalcem inicirajočim drog, smo dobili spet seveda, kako škodo delamo, kako mladino spodbujamo k tveganemu vedenju. Se je to spremenilo in jaz mislim, da podobno kot je bilo na področju raka, ko je rak bil tabu, se zdaj lahko o tem zelo odprto pogovarjamo, bolniki, ki imajo to bolezen, tudi o tem govorijo. Je pa zgodovinsko gledano HIV povezan z z neko stigmo, z nekim označevanjem. In s tem povezano tudi vse skupine, ki se identificirajo z to boleznijo. In podskupine. Je pa recimo zanimivo, da imamo bolezni, ki se pa skoraj identično prenašajo, pa tukaj to sploh ni problem. Skratka, HIV je povezan z stigmo, z neko tudi pri nas homofobijo in tukaj že nekaj let intenzivno usmerjamo našo komunikacijsko strategijo za zmanjšanje tega. Mi smo že leta nazaj na bivšem inštitutu za varovanje zdravja, zdaj na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, delali ciljane kampanje za mlade z sporočili o zmanjševanju stigmatizacije, večje toleranci. In rezultati, kot rečeno, so na dolgi rok, se počasi izkazujejo, so pa premiki. Je pa po literaturi znano, da ljudje sprejmejo ljudi, ki so okuženi, v bistvu šele takrat, ko se pojavi nekdo, ki je okužen, ki ima to bolezen v njihovi neposredni bližini. Ali je to svojec, ali je nekdo, skratka v neposredni bližini. Je pa prav, da se o tem veliko pogovarjamo, predvsem tudi v medijih in s tem potem vplivamo tudi na to. Torej, z vsem znanjem, ki ga imamo glede preventive in glede zdravljenja, bi lahko rekli, da je vsaka okužba z HIV-om odveč in preveč. Vsaka smrt zaradi HIV-a je preveč in odveč. Vsaka okužba, ki bi se zgodila novorojencu, bi bila prava katastrofa.
In vsaka stigmatizacija in diskriminacija ne samo, da je odveč, ampak je popolnoma nepotrebna. In je to, bi rekel, odraz neke preživele in preživete dobe iz začetka HIV-AIDS-a. Moramo vedeti, da se načini prenosa niso nič spremenili v vsem tem obdobju. In še vedno se pa dogaja stigmatizacija, diskriminacija v zdravstvu v določeni meri. Predvsem bi mogoče malo izpostavil kolege, določene, ne zdaj celo skupino, ampak naši bolniki, moram pač to povedati, imajo še vedno, ali pa osebe s HIV-om, imajo še vedno težave z določenimi zobozdravniki, privatniki in tako naprej. In ta, bi rekel, stigma in diskriminacija, ki je lahko samo, bi rekel, majhna, ampak za njih zelo pomembna, ker so senzibilizirani in zelo občutljivi, za njih je to nekaj, bi rekel, katastrofalnega v današnjem času, je popolnoma odveč in je samo odraz neznanja. In da bi to malo presegli, smo skupaj z kolegi sodne medicine in tudi s profesor Klausovo, profesor Balažicem in pa doktor Pleterski, ki je v Komisiji za medicinsko etiko, in tudi z sociologom gospodom Miho Lobnikom napisali kot predstavnikom nevladne organizacije, napisali, bi rekel, en precedenčni članek, ki upam, da ga bojo objavili v ISIS-u in tudi v Tripu, ki je glasilo, ISIS veste, da je glasilo zbornične, torej zdravniške zbornice, v Trip pa, mislim, da zdravstvenih delavcev, ostalih, tehnikov, višje medicinske in tako naprej. Skratka, da bi to presegli, ker je popolnoma irelevantno, da v današnjem času, a veste, v stroki in je to, bi rekel, samo odraz neznanja. In tudi, na primer, pride kakšen naš bolnik v drugo bolnišnico zaradi x težav, ne, in ga sprašujejo, zakaj ste se pa okužili, kje ste se pa okužili, ne, iz skupini tveganja pa pripade v tem smislu. Ta vprašanja so odveč, ker je ni to pomembno v tistem trenutku, ampak se je treba pač osredotočiti na diagnostiko in pomoč tej osebi. In to se še vedno žal dogaja. Upam, da bo s tem prispevkom, kjer smo osvetlili tudi podatke naše, še noben zdravstveni delavec se ni okužil od HIV pozitivne osebe v Združenih državah Amerike, kjer veste, da je že 30 let, kjer imajo na 100.000 okuženih, se jih je v vseh teh letih dokumentirano okužili 59 in 150 možnih okužb. Vidite, so te številke nepomembne, mislim, in da je ta okužba, bi rekel, zanemarljiva, ampak tukaj moram pa zdaj poudariti ob upoštevanju splošnih previdnostnih ukrepov, ki veljajo v zdravstvu. In so vedno veljala in še vedno veljajo in s tem se pač zdravstveni delavci pač branimo svojim načinom dela ob upoštevanju pri vseh bolnikih, tudi drugih možnih okužb, ki veste, da nas zelo ogrožajo, ne samo HIV, ampak drugi virusi, predvsem pa tudi bakterije, pa odporne bakterije in tako naprej. Na drugi strani je pa ta stigma in diskriminacija tudi povsem nepotrebna v javnosti, torej na delovnem mestu ali v krogu prijateljev, družine in tako naprej. Ker se, in to vedno poudarjamo, z socialnimi običajnimi stiki virus ne da prenesti. Vemo, na kakšne načine, in tudi če bi intervjuvali ljudi na ulici, bi skoraj vsi znali povedati, kako se ta virus prenaša. Skratka, nismo pa izolirana, bi rekel, družba s to stigmo. Enako pravijo še vedno kolegi, tudi v razvitem svetu je podobno, kaj s tem, kolega pač univerzitetni profesor je HIV pozitiven in je sodil skupino MSM in ko predava na tuji univerzi, ni problem izdati, bi rekel, neko skrivnost, da je MSM, da je pa HIV okužen, mu pa niti na pamet ne pride in tudi njegovim kolegom ne pride na pamet, da bi to govorili. Skratka, zelo mora vsaka oseba premisliti, komu to pove, in stigma bo žal ostala, ker je tudi sama beseda AIDS prehuda.
prehuda za bolezen, ki jo dan danes obvladujemo in je postala kronična obvladljiva bolezen. Enostavno ima AIDS preveč, bi rekel, DNA-ja v sebi, preveč, bi rekel, genetskega spomina, arhetipa na smrtonosno nalezljivo smrt. Tako da, kot je bil čas sifilis in so mu spremenili ime v Lues, bi se mogli nekaj novega spomniti in spremeniti ime. Mislim pa, da bo stigma odpadla, ko bomo lahko okužbo oziroma bolezen pozdravili, ko oseba ne bo več imela virusa. Čeprav sem tudi tukaj deloma skeptičen, kjer so na primer osebe z ebolo, ki so ostale žive, to pomeni, da niso bile več kužne, da niso imeli več virusa, ostale stigmatizirane. Tako da to bo še spremljali nas kar vrsto let. Premagovanje stigme je vsekakor dolgoročen proces, vendar pa verjamemo, da so določeni premiki možni. Ko ste spraševali o ukrepih, ki bi bili za to pomembni, med sistemskimi ukrepi bi zagotovo bistveno pripomogla uvedba spolne vzgoje v osnovnošolski kurikulum, izobraževanje splošne javnosti in pa tudi strokovnega osebja bi morala biti stalnica. Normalizacija testiranja, torej širitev testiranja med splošno javnostjo je tudi tak pomemben ukrep. Če pa govorimo o nekih kratkoročnih ukrepih oziroma kaj lahko vsi skupaj tukaj naredimo, politika, stroka, vabljeni tudi mediji, pa lahko govorimo o neki mogoče skupni komunikacijski strategiji, poudarjanje nekih drugih vidikov HIV-a. Recimo zelo pomembno se nam zdi, da izkoristimo vsako priložnost za to, da povemo, da je HIV danes kronično stanje, da imamo zelo uspešno zdravljenje in v tem kontekstu promovirati tudi testiranje. Zelo pomembno pa je tudi to, da ko govorimo o HIV-u kot o problemu nas vseh, ne pa kot o problemu določenih populacij. Smiselno je govoriti o tveganih vedenjih, ne pa o osebah, preko katerih bi se lahko okužili s HIV. In recimo tudi UNAIDS je leta 2011 izdal smernice oziroma priporočeno terminologijo, ki naj bi se uporabljala v zvezi s to okužbo, in tudi v Sloveniji si prizadevamo in si bomo tudi v tej novi strategiji prizadevali, da bi se ta terminologija uveljavila tudi v strokovni javnosti. Če smem samo še tukaj povedati, da seveda vsi zdravstveni delavci, zlasti zdravniki, imamo svoje kodekse etike in tudi osnova našega poklica ali pa, če rečemo, poslanstva, temelji na spoštovanju vsakega človeka, ne glede na tudi med drugim spolno usmerjenost ali status kakršnikoli. Je pa stigma povezana seveda po človeškem faktorju vedno tam, kjer je neznanje in kjer je strah. Tako da se mi tega zavedamo in načrtujemo izobraževanja in učne delavnice zlasti za zdravstvene delavce po posameznih regijah v naslednjem letu. Skratka, povabili bomo zdravstvene delavce, kjer se bomo pogovarjali, kaj pomeni tudi v smislu razumevanja, izboljšanja komunikacije in zmanjševanja stigme v zdravstvenimi delavci. Mislim, da moramo tukaj začeti, da bomo potem lahko zmanjševali stigmo potem tudi povsod drugod. Vas bi še vprašala, prej smo že načeli uvedba spolne vzgoje v šole. NIJZ ima nekatere raziskave o tem, kakšno je spolno vedenje mladih. Nam lahko kaj več poveste o tem in recimo, kakšnih informacij si mladi sploh želijo? V zadnjih letih je bilo narejenih, lahko rečem, ogromno raziskav na tem področju, zato ker področje je aktualno, je atraktivno, tako da so bile narejene tako nacionalne študije o recimo spolnem vedenju v reproduktivnem obdobju. Upravičena kolegica Pintarjeva je naredila kar nekaj raziskav na tem področju, zlasti spolno vedenje mladih ljudi. Delali sva recimo raziskavo o potrebah po zdravstveni vzgoji, spolnem vedenju med srednješolci z profesor Žalarjevo, številne diplomske naloge in tudi druge raziskave, recimo z zdravjem povezano vedenje mladih, ki se izvaja v okviru HBSC vsake 4 leta. Raziskave so različne, ampak rezultati so pričakovano
seveda tudi zelo podobni, kar potrjuje reprezentativno vseh teh raziskav. In moram reči, da recimo v toliko ene generacije mladih ljudi ni prišlo do tako zelo velikih sprememb v spolnem vedenju. Se je recimo čas prvega povprečnega oziroma mediana prvega spolnega odnosa v eni generaciji zmanjšala približno za 1 leto na 17,5. Podobno vsem raziskavam pa je to, da mladi želijo več informacij, da veliko vejo o HIV-AIDS-u, zelo malo pa o ostalih spolno prenosnih bolezni. Da želijo več informacij in tudi povejo po raziskavah, če bi imeli te informacije, bi se kasneje odločili za spolne odnose, se bolj zaščitili, skratka bolj odgovorno spolno vedli, tudi morda z drugim partnerjem. Vse to govori o nujnosti uvedbe spolne vzgoje na sistematičen način. Zdaj, že vrsto let si prizadevamo, da bi nam to uspelo, da bi spolna vzgoja postala del kurikuluma, neuspešno, tako da smo v preteklih letih poskušali ustvarjati neke bypasse, tako smo izobraževali edukatorjev, učitelje, preko zdravih šol, številne nevladne organizacije, izdelali smo zloženke, priporočila, celo nek vzorčni model učne ure na področju spolnosti, ampak vse to so nesistematski pristopi. V raziskavi, ki je pa najnovejša, ker mladi vprašujemo, kje so izvedeli spolno vzgojo, vidimo, da so te viri informacij tudi taki, ki so nestrokovni, nepreverjeni. Od raznih posameznikov do verskih sekt, ki pa tukaj lahko naredijo veliko škodo. In imamo situacijo, ko ob tako zelo pomembnem delu, kot je spolnost, ne samo preprečevanje spolno prenosnih bolezni, neželjene nosečnosti, ampak jasno je zadnje smernice tako Svetovne zdravstvene kot ECDC-a govorijo, da je spolnost kot taka zelo pomemben del zdravega, polnega življenja, tudi z področja duševnega zdravja. In da ni to samo nek penetrativni spolni odnos, ki je povezan z tveganjem spolno prenosne bolezni, ampak da ima lahko še številne druge posledice. Kot recimo pozabljamo, da je ena od stranskih učinkov okužbe spolno prenosnimi bolezni recimo neplodnost, ki je vedno večji javnozdravstveni problem, da je recimo povezujemo številne okužbe z rakom na materničnem ustju in tako naprej. Ampak tukaj smo zdaj na temi problematike HIV-AIDS-a, ki pa je vstopno mesto uvajanja sistematične spolne vzgoje tudi v države, kjer bi to recimo zgodovinsko se te ne bi zgodile, tudi v državah, ki so strogo katoliške ali pa tudi že v islamskih in drugih državah, ker je preventiva HIV-a z širjenjem HIV-a, AIDS-a in grožnjo pred novimi okužbami enostavno postala imperativ in prioriteta, vključno za promocijo kondoma. Tako da jaz upam, da bo ne samo nova strategija, to uvedbo spolne vzgoje v kurikulum smo imeli zapisano namreč že v prejšnji strategiji, pa nam tukaj ni uspelo, tako da jaz upam, da bo tukaj res prišlo do premika z tem, da je tukaj treba seveda aktivno vključiti in odgovornost sedaj dati na resor Ministrstva za šolstvo, kajti tako imenovani software, znanje, vzorčni program tovrstnega kurikula je že tudi izdelan že kar nekaj časa. Znanje imamo. To bomo lahko vprašanje na Ministrstvo za izobraževanje še naslovili. Zdaj, gospa Križmanova, v zadnjih letih ni takšnih velikih akcij promocije, preventive, kot so bile recimo značilne za 90. leta prejšnjega stoletja oziroma v začetku 20. stoletja. A si lahko obetamo še kakšne te ogromne akcije, ko so po šolah recimo ob 1. decembru delili kondome, pa petlice, pa so mimoidoče nagovarjali, povsod smo imeli te transparente, vsi so bili zelo ozaveščeni takrat. Oziroma, kakšni so zdaj novi načini, a je to povezano tudi s to finančno krizo in kakšni so drugačni načini, ko lahko še vedno dosežemo isti učinek?
Ja, strinjamo se seveda, da bi sredstva za preventivo lahko bila večja in da bi se dalo z več sredstvi tudi več narediti. Žal pa delujemo v realni finančni situaciji in delamo s tistimi sredstvi, ki so na razpolago. To nas po drugi strani tudi sili k bolj usmerjenim strategijam in k temu, da bolj usmerjeno oziroma razporejamo sredstva tja, kjer so najbolj potrebna. Zdaj, kampanje seveda potekajo še naprej, tudi v obdobju te zadnje strategije sta potekali najmanj 2 nacionalni kampanji na tem področju, ki morda niso bile tako odmevne v javnosti, so pa bile tudi izbrane tudi strani tujine kot primeri dobre prakse. Ena kampanja je Prenašaj sporočilo ne virusa, ki je bila predstavljena tudi na svetovni konferenci o AIDS-u. Druga kampanja je kampanja ob Evropskem tednu testiranja na HIV, kjer smo tudi primer dobre prakse. Ja, mogoče se tudi družba spreminja in uporabljajo se tudi drugačni načini za komuniciranje s ciljnimi skupinami. Veliko bolj se usmerjamo tudi v internet, v socialna omrežja, delujemo tam. To je tudi bistveno ceneje, ne. Je pa res, da sredstva za velike kampanje, ja, jih ni, ne. Upamo in obetamo si, da bo teh sredstev več. Preventiva bi morala imeti pomembnejše mesto in obetamo si tudi v tej resoluciji o nacionalnem programu zdravstvenega varstva ima pomembno mesto in želimo si, da bi se to odslikalo potem tudi v prerazporejanju proračuna. Tudi nova HIV strategija, ki prihaja, postavlja preventivo še vedno na prvo mesto in upamo, in smo optimisti, da nam bo uspelo še naprej, kljub nizkim sredstvom, to se pa lahko pohvali Slovenija, ohraniti epidemijo na neki stabilni ravni. Samo to bi rekel. V 80-ih letih je bil en močen stavek, torej ena močna izjava. Don't die of ignorance, torej ne umri zaradi neznanja. In mislim, da to bi mogli spet malo revitalizirati. Skratka, to je bilo takrat izredno pomembno in še vedno je danes pač nevednost, tako kot itak na vseh področjih, bi rekel, življenja, primanjkuje znanja ali pa saj znanja v tistem trenutku, ki bi bilo ga potrebno pač uporabiti. In takrat je ta kampanja, torej te preventivne kampanje so bile izredno učinkovite v skupini MSM. Torej, ko je že izgledalo, da bo ta skupina izumrla, ne, pač malo karikiram, malo simboliziram, se je takrat neverjetno v Združenih državah so se oni neverjetno organizirali. In tudi delamo današnji uspehi na področju HIV-AIDS-a gredo zahvala tej skupini. To je močna skupina, ki je imela in še vedno ima pomembne ljudi na pomembnih mestih, ne samo v zdravstvu, politiki, kulturi nasploh. In ta skupina je takrat najbolj prispevala, da so preizkušali nova zdravila, ker je bila izredno zainteresirana. Ker kot rečem, kaj se je takrat dogajalo v tej skupini, si lahko pogledate v filmu Filadelfija ali pa v kakšnih arhivskih posnetkih ali pa knjigah, kaj je bilo v Ameriki, v Washingtonu, ki je bila cel mall pokrit z tepihi, kjer so, kako so že rekli temu, Skratka, kjer so partnerji, ki so umirali, izdelovali spomine. Skratka, zgodb je bilo in takih dramatičnih zgodb je bilo ogromno, ampak skratka, tej skupini gre zahvala, da se je farmacija, medicina, raziskave so bile pospešene, da so bili pač njihovi predstavniki prostovoljci, na katerih so preizkušali ta zdravila. Danes to zgleda enostavno, takrat pa temu ni bilo tako, ker se ni vedelo, v kakšno, bi rekel, galaksijo potujejo na tem področju. Ampak vse to se je takrat izkazalo kot uspešno, zelo uspešno. V tej skupini so bili
torej incidenca novih okužb in je vse dramatično padlo, ker so se pač tako organizirali. Tako da mislim, da je pa zdaj nova realnost, ki, če sam rečem par besed, zdajle smo bili na evropski konferenci European AIDS Clinical Society v Barceloni, kjer so kolegi iz Londona, podobno je pa San Francisco, Berlin, Amsterdam in Sydney, poročali, da sem pa malo bolj črnogled, saj za določene, bi rekel, ljudi iz te skupine, ki so najbolj ogroženi, kjer se je razmahnil tako imenovan chemsex, torej vikendi, ki ga preživijo z raznimi rekreacijskimi drogami, torej club drugs, party drugs, ki jih je čedalje več, metamfetamini, mefedron, to so te imena kot meth, crystal meth, meth, tina, G, ice, liquid ecstasy, mjav, mjav in podobne zadeve. Skratka, ki zapeljejo te ljudi, te osebe, pač te družbe, ki se dobijo za vikend, ko nehajo premišljati o vsaki preventivi. In v Londonu, oziroma prav v Londonu, se je v zadnjih letih od leta 2010-2011 dramatično povečale spolno prenosljive okužbe, ne samo seveda HIV, ampak tudi herpes, klamidije, sifilis, gonoreja. Skratka, je zdaj soočanje, bi rekel, z novim, bi rekel, načinom življenja, z novimi spolnimi praksami, seveda s treatment optimizmom, z zaupanjem v zdravljenje, tako da seveda ne smemo posploševati na vse MSM, ki je zelo heterogena populacija, ampak je treba govoriti o posameznikih in tistih, ki prakticirajo, bi rekel, ta način obnašanja, ki bo seveda prišel tudi k nam in prve zametke že opazujemo, imamo že 3 osebe, ki so se okužile v Berlinu ali pa z osebami iz Berlina z chemsexom, ki je nova realnost. Seveda ne bo nekaj množičnega to, ampak treba je se pripraviti tudi na to in preventiva nima miru. Jaz bi tukaj, če smem, dodala še nekaj kot nekdo, ki iz nacionalnega pozicije koordinira preventivne aktivnosti. Morda je situacija danes tudi odraz številnih intenzivnih preventivnih prizadevanj že 20 let nazaj. Ne smemo pozabiti, da smo mi v Sloveniji imeli eni prvih programov zmanjševanja škode, deljenje igel v skupnosti in smo najbrž tudi zaradi teh programov harm reduction, zmanjševanja škode v tej populaciji takrat uspeli obdržati nizko prevalenco za razliko od številnih drugih držav v naši bližini, zlasti v vzhodni Evropi. In da smo z številnimi kampanjami, in mi smo imeli že zlate čase, recimo ravno 20 let nazaj, na področju preventive in osveščanja. Tukaj je Inštitut za varovanje zdravja z 9 območnimi zavodi po vsej Sloveniji, tradicionalno koordiniral številne aktivnosti, iniciral, ki so se potem kasneje tudi prijele. Mi smo imeli možnost na začetku imeti te billboarde, če se spomnite, tako imenovane jumbo plakate. Usklajevali smo preventivna ciljana sporočila v okviru komunikacijske strategije glede na situacijo na usmeritve. Razdelili smo na 100 in 100 tisoče kondomov, rdečih pentljev, plakatov po vseh šolah, z pismi v vse šole, z podporo številnih idej, od informacijskih stojnic. Skratka, to je bilo kot neko gibanje, ki je
Potem pa z leti seveda zamrlo, ker teh sredstev in teh materialov ni več. Tako da, kot rečeno, ne, mi upamo dejansko, treba je vedeti, kljub temu, da imamo vsi tukaj občutek, da veliko govorimo o tem, treba se zavedati, da prihajajo nove generacije in da je zelo pomembno vzdrževati nek tempo preventivnih sporočil, vključno z materiali, ki so tukaj tudi zelo pomembne. Kaj bi se pa lahko zgodilo, če bi zaspali na področju preventive? Kakšne so možnosti, kakšni so možni scenariji? Ja, več scenarijev, vsekakor, ne, ampak eden, ki se ga bojimo, je to, da bo število novih okužb naraščalo, zlasti med mladimi. Kar zanimivo, pri nas v Sloveniji, kot so bile prej že omenjene raziskave, naši mladi ljudje prej začnejo spolno biti aktivni, se pa v bistvu na nek način bolj odgovorno vedejo in to je fenomen, kljub temu, da nimamo te tako imenovane spolne vzgoje ali pa vzgoje za zdravo spolnost, je tukaj zgleda le vpliv teh kampanj in tudi medijev. V Sloveniji se z kondomom pri prvem spolnem odnosu zaščiti približno 75% in vse te raziskave so vedno isto številko kažejo. 3/4 mladih pri prvem spolnem odnosu, potem pa ta zaščita z kondomom, ki pa je še vedno neka prioritetna v tej strategiji preprečevanja HIV in ostalih spolno prenosnih bolezni kot prioritetno in najbolj pomemben način preprečevanja. Ne? Potem pa to pade kasneje, ali to z nekim resnim partnerstvom in ugotavljamo tudi zanimivo, da našim mladim je zvestoba zelo pomembna, pa ljubezen v partnerstvo, ampak potem ugotavljamo, da imajo ljudje stalnega partnerja, pa so zvesti, ampak jih imajo 5 v enem letu in to je problem. Skratka, zelo pomembno je imeti te poglobljene študije, da potem tudi znamo ciljeno komunikacijsko strategijo usmeriti v te mlade ljudi oziroma nasploh. In še kot zanimivost, raziskave kažejo, da so mladi relativno odgovorni, potem opuščajo uporabo kondoma na račun naraščanja kontracepcije, vsak tretji mlad se zaščiti, medtem ko v splošni populacijo samo vsak 5. Ampak tukaj se pravi, včasih na splošno lansiramo neke informacije, ki pa morda ne zadoščajo potrebam in tukaj se potrebna uvidenja v smislu antropologije, bolj v kvantitativnem razumevanju, v čem je problem in kakšne informacije ljudje ali pa zlasti mladi rabijo, zato da bojo dejansko vedno dosledno se varno vedli in uporabili zaščito. Me zanima, če ima še kdo od novinarjev kakšno vprašanje, ali smo bili dosti izčrpni? Če lahko bi eno malenkost vendarle vprašala. Prej ste govorili o stigmi med zdravstvenimi delavci. Pa sem pomislila na morda še eno kategorijo. In sicer transfuzijska medicina. Koliko ljudi recimo ujamete okuženih na nekih rednih krvodajalskih akcijah in kakšen odnos imajo pa ta kategorija zdravstvenih delavcev do okuženih? Torej, njihov odnos do okuženih je vzgleden, je primer, bi rekel, dobrega odnosa do teh oseb, ker oni imajo itak zelo dober odnos do krvodajalcev, ker je to pač njihova osnovna dejavnost. In seveda na drugi strani morajo imeti pa vse možne zaščite, da do tovrstne okužbe prenosa ne bi prišlo in moram reči, da od leta 1985, predtem smo vse pogledali hemofilike in ugotovili, da je 15 hemofilikov okuženih, 7 je še živih. Skratka, na transfuziji je eno testirano mesto, kjer se lahko pridejo testirati. Seveda je pa še drug način, ki ga mi ne odobravamo in ga skušamo čim manj bolj minimalizirati. Skratka, da se prikrijejo, da so kot krvodajalci, da ne grejo na zavod za transfuzijo v ambulanto za testiranje, ampak grejo kot krvodajalci z, bi rekel, figo v žepu, kako je z mojo HIV okužbo. Oni imajo kar dobre filtre, že vprašalnik, poleg tega pa imajo presejalno testiranje zelo dobro.
Torej, presejalno testiranje lahko, da gledaš proti telesa, ali pa gledaš proti telesa in del virusa, eno beljakovina virusa, ali pa gledaš gensko zasnovo virusa, tako imenovani PCR. Tako da oni to prakticirajo in imajo zelo dobro zaščito. In vsako leto pa iz transfuzije pride 5, včasih tudi več oseb, ki jih oni diagnosticirajo. Tako da je sodelovanje z njim zgledno, že od 30 let bi rekel, in na srečo nimamo prenosov z morebitno okuženo krvjo. To nam verjetno tudi dosti pove o tej stigmi testiranja, ne? Da grejo na ta način preverjati svoj HIV status. Ne? Veste, da torej testiranje, mesta testiranja, to je še vedno problematično. Mi smo želeli to razširiti čim bolj v Sloveniji, da malo demistificiramo to testirna mesta, da niso samo na naši kliniki, kjer je v bistvu uri, pa že to stigma, pa da greš, da je to v skupnosti, da je to pri družinskih zdravnikih, da je to pri urgentnih, da kjerkoli se izmisli, kdo se lahko testira in to tudi ni treba tistemu zdravstvenemu delavcu plačati, ampak gre to direktno iz ZZZS. Skratka, če vam povem, kako je to v Angliji, ne, so nam pokazali zdaj v Barceloni, kako imajo oni testirno mesto, to je tako, kot bi prišel v galerijo. Ne. Torej, prostor je fantastičen, sam prideš not, odtipkaš zadeve, ki so potrebne, greš v sosednji prostor, ti vzamejo kri in čez 15 minut ti je vse jasno. Mi smo, kjer smo, trudimo se, da bi izboljšali naša, bi rekel, testirna mesta, da bi bili bolj prijazni in tako naprej, ampak glejte, težko je nekaj izsekati pa prinesti k nam, ker to bi se potem čisto lahko vsi zmislili na področju epilepsije, kaj s tem, schizofrenije, psoriaze, revmatologije in tako naprej. Še kakšno vprašanje? Torej, nevladne organizacije, jaz mislim, da imajo tukaj pomembno mesto, da se združujejo, mislim, da pri Škucu je nekaj združevanja in tudi te spletne strani obstajajo, tudi mi delimo te spletne možnost povezovanja. Zdaj, naprimer, da bi skupnost bila, rečemo, po posameznih MSM, hetero, ženske, ki so okuženi HIV, mi jih povezujemo, ne, teh, bi rekel, 40%, teh 50 okuženih jih povezujemo, jih tudi sprašujemo, če bi bile, naprimer, za povezave, tako da bi bila kakšno združenje, ne. Ampak zdaj, kje bi mogla ta pobuda biti, ni jim predlagamo, ampak da bi pa organizirali, da bi to društvo naredili, infekcijska klinika, bo trpelo naše osnovno delo, ki je klinično. Mi smo leta nazaj imeli na AIDS fundaciji Robert neko skupino, oziroma želeli smo imeti skupino, pa se je izkazalo, da ni bila obiskovana, da v bistvu niti niso želeli, da so si tako zelo različni po vseh ostalih, recimo socialno-ekonomskem, po izobrazbah, in to biti HIV pozitivn ni nek povezujoči faktor, ni bilo želje, oziroma niso želeli imeti nekega stalnega mesta, ravno zaradi bojazni, da bi si kakšen novinar, in to se je že zgodilo, kakšen novinar pojavil ali kdorkoli v bližini takrat naših prostorov. Tako da smo občasno organizirali na željo, čisto na drugih lokacijah, po dogovoru, ampak spet manjše skupine ljudi, ki so se pa potem tudi po telefonu povezovali, in si predstavljam, da zdaj te elektronski mediji omogočajo posebne interne forume, kjer lahko individualno pa se povezuje ljudje. Ni pa seveda to skupina, kot so recimo skupina diabetičnih bolnikov ali pa z multiplo sklerozo, ker je ravno ta stigma še tako zelo determinira vse te aktivnosti in potrebe. Mogoče pa vendar, poglejte, Prometej, društvo za hepatitis C, s takimi težkimi porodnimi mukami, koliko časa. Danes je predsednik Zdelo potuje po
so se, ne? Pa velja podobno, po mojem, kot skupina. Absolutno, jaz mislim, da še ni kritične mase. Iz njihovih strani. Najbrž. Absolutno nimam nič proti. Še kakšno Samo vprašanje? za. Če ni več nobenih vprašanj, bi vas samo obvestila, da je bila to prva okrogla miza STA-ja na teme javne zdravstvene teme in ozaveščanja o javnem zdravju in promocije. Sledile bodo še dve, na katere ste vsi tudi zelo lepo vabljeni. Boste dobili tudi pravočasno, boste obveščeni o njih in vas vabim, da se tudi prihodnje udeležite. Zdaj bi vas pa še povabila, sam trenutek, ja? Če smem izkoristiti to priložnost, vas vljudno povabim na NIJZ skupaj z Uradom Svetovne zdravstvene organizacije in Ministrstvom za zdravje. Organiziramo osrednji posvet ob Svetovnem dnevu AIDS-a prav na 1. decembra v Mestnem muzeju. To strokovno srečanje bo zelo zanimivo, kot sem na začetku omenila, na nek način obeležujemo 30 let soočenja s HIV-om v Sloveniji in v drugem delu bomo povabili tudi pionirje delovanja na tem področju, da z nami delijo spomine, kako to je bilo na samem začetku. Tako da vljudno vabljeni. Hvala. Jaz bi vas pa zdaj povabila še na eno majhno pogostitev, pa verjamem, da bodo nekateri novinarji še hoteli kakšne izjave imeti od delujočih, tako da vas prosim, če bi lahko še malo se zadržali tukaj. Hvala.